Res to potrebujem? To je čarobni stavek, pravzaprav vprašanje, ki nam lahko popolnoma spremeni naše življenje. Ko bomo vadili uporabo tega stavka in to redno prakticirali v našem življenju, bomo vedno bolj v harmoniji s samim seboj in drugimi. Danes živimo v času, ko velikokrat počenjamo več stvari hkrati. In sploh ne živimo v sedanjem trenutku tukaj in zdaj. To pomeni, da več kot 95% stvari počnemo podzavestno, se pravi avtomatično. Moramo vedeti, da so v nas že od ranega otroštva močno zakoreninjeni programi in razna prepričanja, ki smo se jih naučili. Žal nam vse to največkrat ne koristi. Danes se največkrat sploh ne zavedamo zdajšnjega trenutka tukaj in zdaj, kajti misli nam neprestano bežijo preteklost, ki je že minila, ali pa v prihodnost, ki bo še prišla. Ko smo res v tem trenutku tukaj in zdaj, šele takrat resnično živimo. In za nas takrat ne obstajata ne preteklost in ne prihodnost, ker smo osredotočeni oziroma fokusirani le na tisto, kar ta trenutek počnemo, kar ta trenutek doživljamo, kar se nam ta trenutek dogaja. Vsi ljudje neprestano hrepenimo po sreči in jo iščemo v vseh mogočih stvarih, za katere upamo, da nam jo prinese. Vendar, dokler mi ne bomo zadovoljni s seboj, dokler se sebi ne naučimo dati ljubezni in miru, dokler ne bomo znali živeti v miru, dokler ne bomo znali umiriti našega uma in telesa, dokler bomo begali od ene stvari k drugi, živeli v neravnovesju, se neprestanoma podili za srečo, sreče ne bomo našli. Za pravo srečo potrebujemo le mir v glavi, pravo ljubezen v srcu, harmonijo v duši, stik z naravo, počitek in pa vsekakor vsakodnevno delo na sebi. Vsi, prav vsi si zaslužimo biti v miru in radosti. Stvari same po sebi nas ne bodo osrečile, če mi ne bomo znali živeti v ravnovesju in harmoniji. Potrebno je ozavestiti svoje življenje. Se pravi, treba se je zavedati življenja in potrebno se je zavedati vsega, kar počnemo. Pred nami je ta čarobni stavek, ki nam lahko pomaga pri prehranjevanju, pri nakupovanju in pri naši komunikaciji, tako verbalni kot neverbalni. Preden karkoli storimo, preden karkoli rečemo, se za hip ustavimo, lahko vdihnemo in izdihnemo, lahko preštejemo do 1, 2, 3. Pomembno je, da se vprašamo, ali res to potrebujemo. Res to potrebujem? Preden karkoli pojemo, se vprašajmo, res to potrebujemo? Smo res lačni ali so lačna le naša čustva? Mnogokrat jemo le iz navade, iz dolgočasja ali pa kar tako. Zakaj bi se še naprej zastrupljali z nepotrebno in mrtvo hrano in kasneje to obžalovali? Vedimo, da za nepotrebno hrano ne zapravljamo le našega denarja, temveč
in predvsem naše zdravje. Pa je res to potrebno? Ravno tako je v trgovini, ko mrzlično nakupujemo stvari, ki jih največkrat sploh ne potrebujemo. Seveda tisti trenutek mislimo, da nas bodo osrečile in da so nujno potrebne. Koliko nas ima doma polne omare oblek, čevljev, nakita, drobnarij in nepotrebnih stvari, ki se nam le kopičijo. Kaj kmalu postanemo sužnji potrošništva in mislimo, da je nujno vse kupiti. Preden karkoli kupimo, se iskreno vprašajmo, res to potrebujemo? Nas bo to osrečilo? Pomislimo na majhnega otroka, na nas, ko smo bili še majhni, kako nam je bilo enostavno, ko se nismo z ničemer obremenjevali in bili smo srečni ter živeli v trenutku. Starejši kot smo postali, večje želje imamo, več stvari kupujemo, več denarja potrebujemo, zato je potrebno več delati. In kam nas vse to pripelje? V stres, v izgorelost, v depresije in tako naprej. In ne nazadnje, prav enako je pri naši komunikaciji z drugimi. Kolikokrat impulzivno, napadalno, žaljivo, netaktno komuniciramo. Preden karkoli rečemo ali naredimo, se pravi reagiramo, se vprašajmo, je res to potrebno? Bomo z našo reakcijo izboljšali svoje življenje in življenje druge osebe ali bomo le čustveno reagirali in po nepotrebnem izgubljali svojo energijo? Nas takšna reakcija vodi v mir ali le v potrditev, da imamo prav, da hranimo svoj ego? Razmislimo o svojih reakcijah, preden karkoli storimo, da nam ne bi bilo kasneje žal. Če smo tiho, še ne pomeni, da je to naš poraz. S tem mnogokrat nismo ničesar izgubili, pravzaprav smo pridobili smo si čas in iz situacije lahko odidemo v miru v sebi in z dobro energijo. Tako preprosto vprašanje, ki potrebuje le naše zavestno ravnanje, le trenutek naše pozornosti in zbranosti. Vedno se vprašajmo, ali resnično potrebujemo vse te stvari, ki jih v narekovaju trpamo v sebe in na sebe, ter dobrine, s katerimi tekmujemo z drugimi in se postavljamo pred drugimi. Vsak trenutek iščimo ravnovesje prav v vseh stvarih. Zapomnimo si, da je ključ v tem, da vse, kar delamo v življenju, delajmo zavestno. Pot ne bo enostavna in ne bo se zgodila kar čez noč, vendar vztrajno vadimo in delajmo na sebi in uspeh je zagotovo zagotovljen. Neprestano ozaveščajmo sami sebe, vsak dan, vsak trenutek. Zapomnimo si le en čisto preprost, vendar čarobni stavek. Res to potrebujem?